N1 podcast s Suzano Lovec. Dober dan, dragi gledalke in poslušalke, dragi gledalci in poslušalci. Pred praznikom dela sem v N1 podcast povabila Gorana Lukića, predsednika delavske svetovalnice in svetovalca na tej svetovalnici, človeka, ki pomaga delavcem in delavkam, ki so jim kršene pravice, ki vidi v Sloveniji tudi najbolj brutalne oblike izkoriščanja. Dobrodošli. Lep pozdrav. Gospod Lukić, praznik dela, kako ga vi doživljate, kakšen je ta praznik, se je njegov pomen za vas spremenil, odkar recimo pomnite, odkar se ga spomnite? Kako ga vi definirate? Pred 2 letoma ste recimo za nacionalni radio rekli, da 1. maj vidite kot opomnik, da nam pravice, o kateri govorimo danes, jutri ne spolzijo iz rok. Ja, v bistvu zdaj pomen se mi je kar spremenil, tudi zaradi dela, s katerim se ukvarjam. In pravzaprav mi je sam še bolj pomemben. Pa ne samo zaradi tega, ker je kot praznik dela, torej nekaj pozitivnega v primerjavi z zgodbami, če tako rečem, ki prihajajo do nas, ampak tudi zaradi pomena kot takšnega, kaj nosi s sabo, pa ne samo zaradi enega dneva, pa oziroma 2 dneh. Zelo pomembno še danes, še bolj bi rekel, v vseh teh diskurzih javnih, ko je vse manj nekega konstantnega govora o delavskih pravicah, je vse bolj druga na sporedu razen tega, je izjemno pomembno, da se izpostavlja, kaj to pomeni praznik dela. Ne to, da se veseliš, kako se boš izkoriščal, ampak v bistvu, da je to izjemno pomembna točka, ki ti da vedeti, kaj vse pomeni, kaj vse se je zgodilo, kaj vse se je spremenilo, kaj vse se je dogajalo, da smo danes v tej točki, ko imamo delovno zakonodajo, ko imamo zaščito delovno, ki jo seveda lahko in tudi moramo uporabljati. Urška Mlinarić, moja kolegica, je pred 4 leti v Portretu v Večeru, mislim, da dala najboljši opis vas. Vodja delavske svetovalnice, ki prihaja iz železarskih štor, že 10 let in pol opozarja na najhujše kršitve delavskih pravic, ob tem pa še nastavlja ogledalo tudi državi in njenim nadzornim institucijam, k temu še prideva. Ste sicer univerzitetni diplomirani politolog, ne? Vaša kratka ocena za začetek mogoče, kako se v Sloveniji, če bi morali nekomu pojasniti, godi v Sloveniji delavcem in delavkam? Ja, jaz bi rekel, da godi se jim tako, da postajajo vse bolj nevidni. Jaz nočem te besede zlajnati na nek kliše, ker doskrat se potem to lahko zgodi, ampak tisto, kar vidimo pri našem dnevnem delu na delavski svetovalnici, je to, da ljudje preprosto nimajo informacij, kar je za nekoga ironično, ko bi rekel, pa čakaj, se imaš en klik do vseh informacij na razpolago, ampak do pravih informacij. Danes imaš razne posrednike, pa Facebook rekruterje, ki imajo vse informacije, kako ti lahko zrihtajo šiht, pa kako lahko uredijo tebi neko satnico, pa uredijo dokumente, to seveda proti plačilu, ampak doskrat praviloma pa ti ne povejo, seveda v njihovem interesu je, da ne zveš tega, kaj to pomeni iz vidika pravic iz dela, kaj pomeni plačna lista, kaj pomeni vse to na plačni listi. In tukaj mislim, da je veliko v bistvu neinformiranosti, nekaj naučenega pritiska na delavce, da preprosto nimajo časa, da sploh razmišljajo o tem, se ne bo prišel domov po 12 urah pa bral delovno zakonodajo, ne bo odprl knjige o delovnih razmerjih pa potem bral člene. In tukaj mislim, da danes je to ta nevidnost, ki je vse bolj očitna. Da preprosto pritisk na delo je tako velik, da so delavci preprosto in delavke preveč utrujeni, da bi se še posvetili svojim pravicam, kar je v bistvu ironično in žalostno hkrati. V nekem intervjuju sem prebrala, ste rekli, da v bistvu veliko njih živi na poletjih, recimo tega težkega dela fizičnega in izkoriščanja dolgih delovnikih na avtopilotu. In da se sebe in svoje vrednosti in sebe kot človeka sploh ne zavedajo več. V bistvu, to, kar je bil na svetovalnici, pa to je res, je žalostno, meni se mi to zelo žalostno, ko delo v bistvu posrka človeka in ostane samo še v bistvu neka funkcija telesna, ki upravlja delovne naloge in potem psihološko ta človek postane to. Torej ni več osebnost, ki ima svoje življenjske cilje, želje, ki je nekoč bil otrok, ki je takrat, ko je bil otrok v srednji šoli, zagotovo ni bil njegov življenjski cilj, da ga delodajalec izkorišča, da je tih in da dela po 12 ur. In da se vse to skompresira v bistvu neko delovno telo, ki repetitivno upravlja svoje delovne naloge in ki se vse bolj umika v to, da definira
svojo psihologijo, obstoj preko tega, v kolikšni meri se lahko izkoristi. Torej, jaz sem zmožen, jaz zmorem, jaz nisem nikoli na bolniški, jaz sem dober delavec. In to so ti, ko bi rekel, grdo rečeno, prototipi delavcev, ki v bistvu jih delodajalci sploh ne rabijo usmerjati, če tako rekel, v izkoriščanju. Ampak preprosto delodajalec je tam, delavec je na tem avtopilotu, samo izkoriščanja, delodajalec ga zagotovo ne bo ugasnil, zagotovo mu ne bo rekel, gledaj, ustav se, ampak ga bo pustil do točke, ko se bo zlomil. Potem prije pa nov. S katerimi delavci in delavkami pa največ delate? Ja, to je zdaj dobro vprašanje, zaradi tega, ker dostikrat se pojavlja v javnosti informacija, če že delamo samo z tujimi delavci in delavkami, to zagotovo ni res. Vse bolj se tudi do nas obračajo, rečemo domači delavci in delavke z različnimi težavami, ki so iste kot pri tujih delavcih in delavkah. Torej ni to zdaj nekaj, da je nekaj zdaj specifično za tuje delavce in delavke, razen pač ta zakonodaja, ki se tiče njihovega statusa, ampak kar se tiče delovne zakonodaje, glede izkoriščanja, glede nadur, glede neplačanih nadur, nesplačenih regresov, zimskih regresov in tako naprej. Ogromno krat v bistvu se tukaj skupaj najdejo, torej delavci iz različnih držav, ja, tudi domači delavci. Največji problemi v Sloveniji, če bi morali recimo pod to svoje delo, ki ga upravljate v delavski svetovalnici, potegniti neko črto. Kdo je kriv za vse to, nekaj ste že opisali, nekaj še bova, in kako je bilo treba to spremeniti. Ampak konkretno zdaj problemi se spreminjajo, nekateri ostajajo ves čas isti, ampak katere bi recimo letos izpostavili kot kaj je tisto, s čimer najpogosteje prihajajo k vam, ali pa recimo, kar vi ugotavljate, da ves čas opozarjate, pa se ne spremeni. V bistvu odgovor je isti, iztrošenost. Zdaj, na delavski svetovalnici mi delamo kot delavska svetovalnica, kot društvo že 10 let. Na začetku smo bili svetovalnica za migrante, pa smo se spremenili ime, ampak to, kar opažam v 30 letih, je to, da ne samo, da se v bistvu ni nič izboljšalo na področju pogojev dela glede ekstenzivnosti pa intenzivnosti dela, torej števila ur pa količine operacij na dan, vse hujše je. Torej zdaj lahko rečemo hipotetično, ja, pa sej delaš po 8 ur, po delovne zakonodaje, ampak v teh 8 ur je vse več operacij, vse hitrejše so. To pomeni, da v bistvu je vse več delovnih nalog, ki morajo biti vse hitreje izpolnjene. Pritisk na telo je vse večji, telo se ne pomlajuje, telo se stara. In to pomeni, z izkušnjami seveda lahko pridobiš nekako, da delaš pametneje, ampak v določenih situacijah, ne samo situacijah, delovnih okoljih, pač proizvodni trak je proizvodni trak, ima svoj tempo in ti svoje telo daš temu proizvodnemu traku in ta proizvodni trak te izkorišča in potem se sam še privije zaradi tega, ker je norma, ker so naročila, ni delavcev oziroma takšni so stroški in potem to vpliva na telo. In iztrošenost teles delavskih je, kakor sam vidim, kakor vidimo na ekipi delavske svetovalnice, je vse večja in večja. In tišina okoli tega je pa tisto, kar me izjemno moti. Zaradi tega, ker na eni strani imamo debato okoli razvojnega preboja, pa okoli tega, da se pač mora poskrbeti za prosto gospodarsko pobudo. Na drugi strani imamo pa v bistvu cashless firme tukaj v Ljubljani, lahko pogledamo na stene podjetij, par 100 firm pribitih na steno, seveda cashless firme, pa hkrati v bistvu delavci, ki so v bistvu nevidno izkoriščani, ki res dobesedno dajo svoje telo. In ta iztrošenost, ta nevidnost med pa izjemno moti. Tudi strani institucij, ki tukaj res ne opravljajo svojega dela, da do tega ne bi prihajalo. Torej tukaj mislite recimo na inšpekcijo? Ne samo na inšpekcijo. Inšpekcija je tisti organ, ki v bistvu bi rekel, da dostikrat reagira. Torej nadzorni organ, ki nadzoruje, jaz bi se želel, da več nadzoruje, ne samo v smislu reakcije, ampak v smislu preventive. Predvsem v smislu, tukaj govorim varnosti in zdravja pri delu, če že govorimo o tem, da se telo iztroši, se v neki točki iztroši zaradi let in let takšnega izkoriščanja, ki je bila tukaj inšpekcija, da to preprečila. Medicina dela, torej povezava z delodajalcem, zagotovo bi morali videti torej same pogoje dela in same v bistvu obremenitve na delovnem mestu. Cela veriga je tukaj. Potem imaš v bistvu tudi zadnje zavod za zdravstveno zavarovanje, ki potem, ko delavec, ki je iztrošen, gre na bolniško, ga predhodno v bistvu še preden se rehabilitira, pozdravi poškodbo ali karkoli, v bistvu se mu dogaja s telesom, pošlo nazaj delati, češ, ok, daj, probimo z delovno terapijo, pa malo tablet, pa bo že zdržal, Zavod za zdravstveno zavarovanje. Torej tudi oni v bistvu preko imenovanja zdravnikov so del tega problema. In meni je to v bistvu noro, ko
te funkcije, ki morajo vzdrževati sistem, ki neguje zdravje delavca, ki varuje delavske pravice, je zdaj kakor da vpet v sistem izkoriščanja teh delavcev v imenu kaj? Proste gospodarske pobude ali kaj? Skratka, točno o tej temi ste imeli tudi zadnji zapis na Facebooku, kjer govorite o teh uničenih, prezrtih, izbrisanih, pravite vi, delavcih, ki potem pristanejo na koncu na Zavodu za zaposlovanje. Bolečine, sklepi, mišice, hrbtenica, fibromialgija, tudi nespečnost, potem depresija in vse te stvari, ki pridejo. Pravite, da tudi zdravniki o tem pripovedujejo, da se je kolegica z enim pogovarjala. Ampak to, da sistem potem, ko ga iztroši, delavca izpljune, verjetno bi torej morali vsi ti, ki ste jih zdaj omenili, ta problem, s katerim se srečujejo, prepoznati kot problem. Tle je glavna poanta. Absolutno, ampak v bistvu oni vejo to. Torej, te institucije se zavedajo tega problema, ampak se pa nočejo zavedati obsega tega problema. Torej si zatiskajo oči, kakor v bistvu tisti Noja, ki pač da glavo v pesek. Jaz nočem nobenega primerjati z Nojem, ampak zadeva je taka, da v realnosti imamo institucije, ministrstva, ki v bistvu predlagajo, pišejo zakone, predlagajo spremembe zakonov. In jaz se spomnim, ko smo se mi leta in leta v bistvu ne samo pogovarjali, pritiskali na pristojne ministrstva, pa dajte tem invalidom, ki so delni invalidi, ki so na nadomestilih za invalidnost manj kot 500 evrov, pa dajte jim zvišati nadomestila, da bodo lahko normalno, dostojno živeli. Veste, kakšen odgovor je bil? Seveda neformalen je bil takrat leta nazaj, da pa če jim zvišamo to nadomestilo, da bomo vplivali na njihovo željo po deljenju aktivnosti. Da ne bojo hoteli delati. Tako je. In spet smo tista debata okoli socialne pomoči. Mislim, to so ljudje, ki so delali po 15, 20, 25 let. Jaz se spomnim enega delavca, ki je postavljal pilote na gradbiščih. Izjemno težko fizično delo. On je v bistvu imel uničeno hrbtenico zaradi tega. Seveda mu niso priznali poklicne bolezni. Delavec je šel čez vso to verigo, torej dobival odpoved, ker je bil invalid, delodajalec mu ni mogel zagotoviti dela, gradbišče in tako naprej. Delodajalec mu je uničil hrbtenico, in potem ga je delodajalec poslal na Zavod za zaposlovanje, na Zavod za zaposlovanje nadomestilo in potem na tem nadomestilo pristal za invalidnost. Takrat je dobil 439 evrov. No in kaj potem temu delavcu povedati? 16 let delovne dobe je imel, 16 let se je izkoriščal, oziroma so ga izkoriščali. In ko to poveš instituciji, ministrstvu, pa ti potem nazaj rečejo, pa če zvišamo nadomestilo, potem ne bo delo. Halo? In to je ta situacija. Ni samo vprašanje vpogleda v problem. Odgovor je tudi, koliko si upajo videti institucije ta problem, pa z katerega gledišča gledajo. Če gledajo to z takega moralnega, češ, če bomo pa zvišali nadomestilo, potem pa bo težava, da ne bojo hoteli delati, potem tudi obseg tega problema ne vidijo in se rečejo, pa saj sistem deluje. Sam par takih imamo primerov, pač, ko so res, nekaj eksotični, ampak 1%. Ostalo pa deluje. Vi pa tega veliko vidite. Pri nas je pa ravno obratno. Pri nas je pa v bistvu tako, da seveda pač bi rekel, kdo je, da to deformacija poklicna, da mi vidimo pač ves ta del z tega gledišča. Ampak nekaj pa prekleto je na tem, da vsak dan več prihaja k nam delavcev z istimi simptomi, z istimi diagnozami, delavke z isto iztrošenostjo in vedete, ko rekel po pravici, mi že v bistvu smo že dobili, če želimo poklicni deformaciji, jo imamo, mi že naprej lahko prevedevamo na podlagi poklica, ko gospa ali pa gospod reče, ki ima diagnozo. Pa nismo zdravniki. Zadnjič je prišel do nas en keramičar. In v bistvu smo se čisto neke druge stvari pogovarjali, okoli dokumentacije njegove delovne. In jaz njega čistko vprašam, a tebe kaj rama boli? In tako on, kako pa veš? Ker keramičari imajo ponavljajoče se gibe, na kolenih, kar naprej isto delajo. In smo imeli primere, ko so v bistvu imeli potem zaradi tega tudi lateralni epikondilitis, skratka zelo velike težave z komolcem, ki žari potem naprej bolečina. In to je poklicna bolezen. In v bistvu ta delavec ni vedel, da potencialno ima poklicno bolezen, ker mu tega ni povedal. Torej, kje so te institucije? Omenjate gradbeništvo glede teh ljudi, ki dobite iztrošenih, bolnih zaradi tega dela, ki ga opravljajo, gradbeništvo, čiščenje, torej čistilke predvsem in predšolska vzgoja. Mogoče še nekaj o tem, velika debata je bila pred meseci o
dolgotrajnih bolniških, o večjem nadzoru nad delavci pri bolniških. Ne. Kolegica Urška Mlinarič je takrat naredila en tekst o tem, kakšen problem pa je prezentizem, ne, po drugi strani. Torej absentizem, ko ni delavcev, ampak kaj pa vsi delavci, ki bolni hodijo delati. In da je to v bistvu problem, v katerega se zaciklaš in v katerem vsi izgubljajo, seveda delavci največ. Ne? To, ko ste imeli, ko smo objavili na naši Facebook strani ta zapis nazadnje, veste, kaj bi odgovor ene delavke, da si ni upala v bistvu iti naprej v postopek invalidnosti, zaradi tega, ker je točno vedela, kaj jo čaka. Pač revščina. Kar pomeni, da imamo vse več delavcev, ki tudi zaradi pritiska, tudi institucij, ko je zdaj velika debata o izkoriščanju bolniških, si ne upajo iti na bolniško, zaradi tega, ker je to sramota, in zaradi tega, ker bodo imeli težave z laično ali pa detektivsko kontrolo. In potem delodajalci samo čakajo, v bistvu, da potem na tem valu tega moraliziranja, ki nažalost ga spodbujajo te institucije. Mislim, vsak dan prebereš v kakšnem mediju, kolikšen je strošek dolgotrajnih bolniških, koliko je nekdo je že let na bolniški, pa ta človek ni po lastni volji in želi toliko let na bolniški. On bi seveda hotel delati, on bi seveda hotel, v bistvu, si želel imeti svoje zdravje. Ampak ko to se šteješ, to je strošenost, pa čakalne dobe, pa povezava z v bistvu tem, kaj se dogaja v tem mestnem času, ko v bistvu čakaš na to, kdaj boš dobil novo odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, pa čakaš na to, ali bo prekinjena ali ne, pa pritožba in tako naprej. Vse to vpliva tudi na psihično situacijo teh delavcev in delavk. Zato sem rekel, da tudi v tem zapisu nisem vprašanje fizičnega zdravja, tudi vprašanje psihičnega zdravja. Po tem času, ko je ta človek na bolniški, ko dobiva ves čas signale iz medijev, iz institucij, ti si kriv, ki si na bolniški, ti izkoriščaš bolniško potencialno. To vse vpliva na človeka. In zdaj mi je izjemno grozno in tukaj je kar malo jeze z moje strani, zaradi tega, ker institucije, ki bi morale poskrbeti, da ne prihaja do te iztrošenosti teh delavcev, so iste institucije, ki zdaj v bistvu grozijo delavcem na bolniški, prihajamo po vas. In potem imamo statistiko rekordno velikega števila nadzorov v mesecu marca, mislim, da jih je bilo več kot 1000. In jaz sem pogledal te primerjave, v bistvu, če bomo tako nadaljevali, bo letos več nadzorov bolniških, kot je nadzorov delodajalcev. Kdo pa proizvaja te bolniške? Delavci? Ne. V veliki meri jih proizvajajo delodajalci. Delovne nesreče, koliko bi jih lahko preprečili po vaši oceni? Veliko tega vidite, veliko delavcev, ki so bili, ki so imeli nesreče na delovnem mestu? Ogromno zadev bi lahko preprečili, ogromno v bistvu že lažjih poškodb bi lahko preprečili, težjih poškodb, tudi smrtnih primerov bi zagotovo se moralo preprečiti. Imeli smo primere, ko so v bistvu delodajalci odstranjevali varnostne opreme z delovnih strojev, zaradi tega, da postopek poteka hitreje. Imeli smo primere, ko je delavce skoraj dobesedno zakopalo na deloviščih zaradi neurejenih pogojev na delovišču. Imeli smo primere, ko so delavci padli z gradbenega odra, zaradi tega, ker je bil neustrezno postavljen, ker so bili hudi pritiski. Tudi primere, ko je delovišče se preprosto zrušilo na delavca, zaradi tega, ker je bila v bistvu neustrezno pripravljeno. Ogromno teh zadev, da ne govorimo, recimo, primer čistilke, ki se dnevno trošijo, pa potem rečejo, čisto iskreno, jaz delam s tableti. Jaz sem na protibolečinskih tabletih, da lahko pač delam naprej. Imamo primer čistilke, ki hodi kiropraktiko, ki si ga sama plačuje, da lahko dela. Torej, privat kiropraktiko hodi, da lahko hodi delati, da lahko v bistvu potem nekako reče, ok, sem delovno zmožna, kolikor sem še lahko. In to so ti skriti stroški, ko govorimo o prezentizmu, ko smo se prej pogovarjali, da delavec v bistvu plačuje, torej preko tablet, ki si jih plačuje, preko terapij, ki si jih plačuje, da lahko dokaže, da še je zmožen delati. In to je tisto, kar sem na začetku rekel, koliko boš nekako koliko bo od tebe ostalo, od tebe kot osebe, če na koncu ostaneš samo še delo. Podprto s tableti. Kaj vi rečete tem delavcem, ki pridejo k vam? Včasih so precej težki pogovori. Noben noče slišati, da je v bistvu žrtev. Noben noče slišati, da je v situaciji, ko je izkoriščen. Dostikrat rečejo delavci, ki pridejo k nam, vse življenje sem delal, vse življenje sem vložil v to, da sem dober delavec, nikoli nisem bil na bolniški, zdaj pa sem kar naenkrat izpluvan, kar naenkrat pač dobivam neke nadzore. Frustracije je zelo veliko.
ogromno energije vlagajo ti delavci v to, da so na tistem nivoju, ko lahko rečemo z vidika delodajalcev, očitno z njihovega gledišča, da so dobri delavci. Ne? Cena je v bistvu vse večja in večja, torej, kot sem prej rekel, tablete in kiropraktiki in tako naprej, to niso osamljeni primeri. Treba biti iskren, treba biti odkrit. Torej, pogovori, ki so pri nas včasih precej trpki, zaradi tega, ker v bistvu moramo se iskreno pogovoriti, da tako več ne gre naprej. Delavka stara 54 let, ki ima 6-7 diagnoz in ima 2 koktejla, en je protibolečinski, eni so pa antidepresivi, ne more več tako naprej. In tudi, če reče, jaz bom gurala, ne boš. Pač zaustav se, poglej nazaj, koliko si vložila, pa poglej zdaj, kje si, pa poglej naprej, kaj bo. In tukaj so predvsej lahko, iskreni pogovori, ki morajo biti. In v bistvu delavci potem in delavke tega ne jemljajo kot napad na njih. Ne. V bistvu to zelo hitro postane zelo iskren pogovor. In to ni za stvar, da imaš pred sabo dosije, pa imaš pred sabo diagnoze, imaš pred sabo papirje. Ne, v bistvu imaš pred sabo človeka. In ko vidijo ti delavci, da se z njim pogovarjaš kot s človekom, pa se odprejo. In pa lahko mi v bistvu naprej delamo, seveda upoštevajoč njihove želje. Naša odgovornost kot svetovalca je pa ta, da postavimo takoj meje temu izkoriščanju. In če je samo izkoriščanje na takšen način, tudi temu moramo postaviti meje. Ne mi več govoriti, kaj vse sem zmožen, da bom še naprej delal za vsako ceno, da ne bom šel na bolniško. Ne, govorimo zdaj o tvojem zdravju, govorimo zdaj o tem, kakšna je situacija v tem trenutku in kaj do tega privedlo in kako bomo to rešili. Na kak način pa pridejo večinoma k vam? Se glas o vas recimo širi? Ali neko priporočilo so slišali? Predvsem to. Torej, v bistvu dostikrat je tako, da rekel mi je ta za to telefonsko, pa sem poklical pol vas, pa potem dajte mi povedati, kdo ste živi, ali pa rekel mi je kolega, da se obrnem na vas, ker ste mu vi že pomagali. Skratka, to je pač verižna reakcija. In pač upam si trditi, da očitno nekaj dobro delamo, da potem ljudje dajo naprej naše kontakte, da se potem ljudje zaradi tega na nas obračajo. Tako da velike kontaktiranja preko telefonov, preko socialnih omrežij, velike, recimo, kako rečejo, Viber, pa WhatsApp, tega je ogromno komuniciranja, ker pač delavci dostikrat bi rekel, da tudi nima časa. In ne more zdaj ves čas na takšen način komunicirati, da pridejo do nas fizično in potem doskrat uporabijo vse ta možna socialna mreža. Kakšen je pa vaš delovnik? Pester. Zdaj rekel tako, da tudi jaz bi rekel, da imam težave z samo izkoriščanjem, glede pač urnika. Nekako poskušam se truditi, da pač ne bi prišli do tega, seveda, da bi nekako sam pri sebi potem prišel do točke, ko bi potem rekel, čakaj malo govoriš drugim, da naj pazijo, pri sebi na to pač ne paziš. Tako da glede tega se poskušam truditi. Zdaj, kakšen je uspeh, to je druga zadeva. Ampak bi rekel pa tako, da v vsej tej količini dela, v vsem tem neposrednem stiku z delavci, je nekaj v bistvu zelo odprtega in iskrenega. In tudi na nek način ti poda to energijo. Ne zato, da se ti filaš z problemi drugih, ker to pa je precej grdo rečeno. In tudi uničujoče lahko, ne? To je v bistvu, definitivno zaradi tega, ker tudi jaz noče biti, pa noben izmed naših oziroma svetovalk, ki smo zaposleni, noče biti neka punching bag oziroma neka vreča za probleme. To ne. Imamo tudi supervizijo zaradi tega. Ampak v bistvu, ko vidiš, da se da, ko vidiš delavca, da vidi, da se da, ko vidiš delavca pa delavko, ko v bistvu prihajajo k nam, ko se odprejo in rečejo, zdaj pa je tega dost, v bistvu se skupaj z njimi premikaš in to je tista energija, ki je pozitivna. Ko vidite premike. Rezultate svojega dela po Marksu. Recimo, tako. A je recimo kdaj zdaj smo že kar nekaj teh res grozljivih stvari, ki jih vidite vi praktično vsak dan opisali. Znani ste tudi po tem, da je Delavska svetovalnica dala ven nekatere primere izjemno znane tega hudega izkoriščanja, bili so tudi ovadbe in so procesi in tako naprej. A se še dogajajo recimo te 12-urni delovniki, to, da se golfa pri tem, kako delodajalec opisuje v bistvu koliko časa, torej da rečem tako, da na papirju dela delavec 8 ur, v resnici pa dela veliko več. Seveda, mislim, jaz bi rekel,
zdaj smo recimo mi v centru Ljubljane, a ne? Ja. V tem radiju tule, 200, 300, 400 metrov, mislim, je že tule v centru Ljubljane, se ren staviti to praksa. Kaj šele v bistvu potem nekje, kjer je to odmaknjeno od institucij nadzora. Pa recimo imaš potem delodajalce, ki so junaki delodajalskega razreda na lokalni ravni, a ne privatniki, dobro stoječi, situirani, spoštovanje v lokalnem okolju. Mislite, da se bo na njih inšpekcija spravljala? Kaj? Oni to uporabljajo kot v bistvu, ne kot živi ščit, ampak kot ščit, a ne, ta svoj status v lokalnem okolju. In to smo doskrat videli v manjših okoljih. Je težje. Vsi vejo. In v bistvu dosti delavcev potem hodi k temu delodajalcu pač delati in potem je, v tem, ko sem govoril prej, živi ščit je to. Torej, on se obda z statusom nepogrešljivosti in neke suverenosti v lokalnem okolju, pa se še mogoče v lokalno politiko vrže, ne, in dobi sam še dodaten dostop do tega, v bistvu do višjih nivojev odločanja, a ne, hkrati pa dobiva še večji status v družbi, recimo na lokalnem nivoju. In smo že videli primere, ko preprosto je tukaj skoraj neprebojno zita, ne? In smo že videli primere, ko potem, ko mi izpostavimo problematiko izkoriščanja delavcev, da na lokalnem nivoju tišina, popolna tišina. Ne bom rekel zdaj za vsak primer, ampak teh tišin ni samo na lokalnem nivoju, da ne govorimo tukaj zdaj samo pač na en nivoju ene vasi, enega, ne vem, primestnega zaselka in tako naprej. Ne, nekje. Imamo pač primere te nevidnosti tudi v večjih okoljih, relativno večjih okoljih. In tisto, kar zdaj opažamo, je pa to, da ti žepi nevidnosti se sam še širijo. Zaradi tega, ker imamo zdaj tudi situacijo, ko prihaja k nam vse več delavcev iz vse bolj oddaljenih držav. Torej, ta tako imenovani balkanski bazen se je izpraznil, ne? Ni se izpraznil? Samo niso dovolj poceni za slovenske. Samo Slovenija je postala vse bolj tranzitna država. Slovenija je postala vse bolj vpeta v globalne tokove ekonomskih migracij in pač Slovenija tukaj je, bom rekel, z vidika nadzora, ampak ne nadzora migracij, kot razlagajo z vidika nekih teh migracijskih valov in begunskih valov, ampak nadzora delovnih pogojev, tukaj ni opravljal svojega dela. In z vidika življenja, dnevnega življenja migrantov, je pa situacija stroškovno zelo groba, da vidimo primerjavo plača napram najemnina, napram stroški hrane. In potem imaš delavca na minimalcu, 4-članska družina, 800 evrov najemnine, plus 200 evrov stroškov, plača reve najemnine in stroške. Se vprašaš, zakaj sem pa sem prišel? Zato, da na koncu meseca v bistvu sem na ničli? Ne, sem brez veze. In potem gre naprej 70 km, 100 km, Avstrija, Nemčija. In to je tisto, kar hočem povedati, da Slovenija vse bolj postaja tranzitna država. In k nam prihaja v bistvu zdaj kot nekak popolnitev tega manjka kadra, za katerega so delodajalci mogoče mislili, da se bo tukaj ustalil, ampak se ne bo, torej bivša Juga. Seveda pač to ne velja za vse, ampak manjko se pa popolnjuje z delavci, ki prihajajo iz Nepala, Indije, Bangladeš in tako naprej. No, tukaj se pa potem ta zgodba še eksponentno v bistvu potem povečuje glede izkoriščanja. Ker ti delavci ponavadi pridejo sem zadolženi, da sploh pridejo sem in potem ne odprejo delovne zakonodaje, ko pridejo sem, ne odprejo členov delovne zakonodaje v smislu ZDR-ja, zakona o delovnih razmerjih, pa gledajo, kaj se je s izkoriščanji. Oni delajo. Jaz se spomnim 2016, ko smo imeli za sodelavcem obisk pri bolgarskih delavcih v Starem trgu pri Ložu, ko so delali po 300 ur. In mi smo jim sodelavcem razlagali, da obstaja nekaj, kar je pač 40 ur na teden po zakonodaji. In potem so nam odgovorili, kom pa dela po 4 uri? Se tukaj nijem nič. In to je tisto, kar v bistvu zdaj vse bolj eksponentno postaje nek vzorec. V bistvu izolacija teh delavcev. Torej, delodajalec jim omogoči nastanitev, ki je po pravilu zelo blizu same lokacije delovišča ali celo tam, da ima potem lahko 24-urni nadzor. Popolnoma jih izolira. Skupaj tudi živijo, ne, delavci. In v bistvu takim delodajalcem, ki izkoriščajo, je v interesu to, da oni popoldne, v bistvu, da ni nič drugega kot samo služba. Tako. In potem v bistvu ta nadzor je popoln. Torej, delodajalec jih ima na kupu, delodajalec jih nadzoruje tudi dostikrat preko kakšnih WhatsApp, Viber skupin in delodajalec potem v bistvu lahko tudi vidi njihov pošto, ki prihaja. In nažalost se zgodi, da tudi zaradi tega delodajalec v bistvu lahko potem na koncu koncev, če se kaj zgodi v smislu tega, da delavec začne spraševati, Bog ne daj, o delavskih pravicah, gre na upravno enoto in v bistvu reče umik dovoljenja. Ker je rekel delodajalec delavcu, da podpiš te papirje.
ko je prišel v Slovenijo, recimo. Ni vedel, kaj je podpisal in če se kaj zgodi, uveljavi ta papir delodajalec, gre na upravno enoto in reče umik dovoljenja. Kaj bi bil pa recimo najhujši primer, s katerim ste se srečali? Kaj je bilo primeri, recimo, s katerim ste se srečali v zadnjem letu, da so bili najtežji? V bistvu zdaj, jaz sem tako rekel, da kar se tiče najtežjih primerov, ne bi rad delal top 5, ne? Ja, ne. Definitivno ne. Ampak kar mi pade na misel, je primer čistilke, za katero se v bistvu že 5 let v bistvu gledamo, kako njeno zdravje propada, kako je zaradi delovnih pogojev, zaradi tega, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje ves čas kot po nekem ping-pongu pošilja nazaj delati, pa potem pritožba, pa potem tožba, pa potem nazaj, potem spet nova odločba Zavoda za zdravstveno, češ, da mora razumeti, da je delo tisto, ki jo bo osvobodilo očitno tudi psihičnih pritiskov, ne? Ampak njeno zdravje se konstantno poslabšuje. In zdaj si predstavljate, da si v takem klinču, ko tvoje telo reče ne morem več, ko tvoja psiha reče ne zmorem več, hkrati pa dobiš odločbo moraš. In v tem klinču leta in leta. In je zelo huda situacija, ker preprosto več ne veš, kaj rečeš tej gospe. Ker vse probaš. Ne vem, 5-6 tožb na delovnem socialnem sodišču, pa komunikacija, tudi z delodajalcem, pa se v bistvu potem v neki točki skupaj z delodajalcem potem, ne vem, čakamo po glavi pa rečemo, pa kaj se to za vraga dogaja? Pač ne more več. In ni edini primer. Ampak to pravim zaradi tega, ker je v tem primeru govorimo o gospe, ki je v tem krožnem prometu 5 let že. In ja, se pozna na njenem zdravju. Tudi zaradi pritiskov Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Kdo je v Sloveniji, torej vse to, kar ste do zdaj povedali, in o domačih delavcih, in o delavcih, ki pridejo iz tujine k nam, iz katerekoli države že, kdo je v Sloveniji, torej vse zatajil. Vi rečete celoten sistem, ne? Ja, jaz nočem biti abstrakten, ne? Ker celoten sistem, to je v bistvu tisti končni odgovor, ali pa osnovni odgovor, pač sistem ne deluje. Kaj sistem povedal, vse ali pa nič, oziroma vse in nič. Veriga od samega torej delovišča, kje medicina dela, da gleda konkretne delovne pogoje, nebremenitve, to, kot sem že rekel. Kje je inšpekcija za delo? Kje je potem sama inšpekcija, ne samo delovna inšpekcija, tudi inšpektorat za varnost zdravja pri delu. Kje je naprej tudi naslednje osebni zdravnik, ki delavcu pove, da ima sum poklicne bolezni. Kaj se zgodi naprej? Kje je potem tudi imenovani zdravnik? Zakaj za vraga imenovani zdravnik namesto, da pove temu delavcu, čakaj malo, nekaj se dogaja na tvojem delovnem mestu, daj ti vlogo za poklicno bolezen, tukaj le pač je definitivno bolniška. Kje je potem takšen imenovani zdravnik, če potem takšen imenovani zdravnik pošlje tega delavca brez teh informacij nazaj delati? In potem naprej pač, ne vem, tudi v primeru kršenja temeljnih pravic delavcev, ko so res huda izkoriščanja, ko imaš situacije, ko čakaš leta in leta na to, da dobi zadeva sodni epilog. Čistilke, ki so dale, recimo, ne vem, sodelavka je dala ovadbo 2019, še vedno ni zadeva sodno rešena. In kaj boš rekel delavcu? Delavec sprašuje, reče, kaj se dogaja, 6 let že čakam, vmes se je firma že zadnje zaprla, stečaj, mislim, zaprt vse, tekočih računov ni več. In potem ti reče delavec, mislim, kaj, hvala lepa, zdak sistem, a ne? To je ta sistem, ko mi gre na živce, ko v bistvu ogromno, ko dobiš občutek, da predvsem na teh višjih nivojih, višjih nadstropjih teh sistemov, preprosto rečejo, ja, kaj pa naj? Da si predstavite to ironijo. Tisti, ki imajo največ pooblastil, torej največ odgovornost, rečejo, kaj pa naj? Mi pa nimamo pooblastil. Seveda imamo odgovornost našega dnevnega dela z uporabniki, pa moramo v bistvu potem seveda predočiti vse te zadeve naprej in čakati. In to je zelo frustrirajoče včasih, ko vidimo potem, ko nas kliče delavec. In te sodne odločbe oziroma čakanje na sodne epiloge, ne, kar ste zdaj omenili, ne, sem videla, že ste večkrat že izpostavili, ne, torej, da so izjemno dolgotrajni in da tudi kazni, ko do njih pride, so pogosto pogojne, ne?
Ja, za delodajalce. Natanko to. Zato, ko v bistvu potem reče, ne vem, je to zdaj neki disciplinski ali pa prevzgojni ukrep, kot da govorimo zdaj o nekem, ne vem, šolskem, vzgojnem vzgajanju slabih delodajalcev. Ne, to ne more biti nek prevzgojni ukrep, da boš ti naredil iz slabega delodajalca nekega dobrega delodajalca z pogojnim ukrepom. Mislim, če imaš delodajalca, ki sistematično izkorišča delavce, ne enega, več njih, vse na način, da ne plačuje plače in prispevkov, da jih izkorišča, da delajo po 300 ur, potem dati njemu, takšnemu delodajalcu, prvo, da čakaš na to, da ta firma se izbriše, da potem ni smotrn pregon, ne? Ali pač da gre v stečaj, pa da reče tožilec, ni smotrn pregon, že to je kriminal. Pa potem, da rač takšnemu delodajalcu potem še, če že ne prije do tega, da ni smotrn pregon, da ni stečaja, da mu rečeš, ok, pogojna kazen, kakšen signal boš dati temu delodajalcu? A to je to, super, bom pa naprej to delo. In tem delodajalcem, ki recimo imajo delavce dobesedno v sužnjelastniških pogojih, se zdi to, kako ne rečem, normalno? Kako to mislite, kakšna je psihološka slika teh delodajalcev? Kaj vi ugotavljate, kako lahko nekdo, ki ve, da ima tam toliko delavcev, ki ne delajo nič drugega, kot da delajo, ki grejo čez vse možne ure, ki so v slabem zdravstvenem stanju, ki so tam zgolj zato, da nekaj pakirajo, brez recimo nekih pravic in da živijo v tem, kako on s tem živi? Dobro. Situirano. Z velikimi avti. Z velikimi avti, črnimi BMW-ji ponavadi ali pač kakšnimi drugimi nemškimi avti, višjega ranga seveda, ne samo enega, stanovanje reda velikosti, pač več nadstropja, ne, dobro živijo. Slaba vest nimajo. Zaradi tega, ker takšne osebe v bistvu zelo kalkulirano, zelo enostavno gleda na življenje. In to za mene ni delodajalec. No. To za mene ni oseba, ki bo na trgu vlagala, investirala, nadaljevala zgodbo z delavci, v katere bo tudi investirala. Ne, to za mene ni delodajalec, to je za mene preprosto izkoriščevalec in pika. In vidimo takšne delodajalce. Kaj se zgodi z njimi, ko recimo, ne vem, stopimo mi z njimi v kontakt. Vidimo njihovo reakcijo, ker takšni delodajalci svoj ego pumpajo na kričanje na delavce, na to, da imajo moč nad njimi. In potem v bistvu, ko mi recimo njih pokličemo, se ta milni mehurček te moči, ki jo imajo na delavci, kar naenkrat razblini. Kar naenkrat so v zelo čudnem položaju, čakaj malo, zakaj pa zdaj kar naenkrat nekdo mene posluša? Zakaj kar naenkrat nekdo ne reagira na moje kreganje, na moje kričanje? Ker to so ljudje, ki kričijo z argumenti. Oni nimajo argumentov, njihov argument je kričanje. In potem kar naenkrat so v situaciji, ko morajo pa argumentirano se odzvati na njihov v bistvu poslovni model, a ne, ko vejo, kakšen je. No, pol je pa v bistvu obrnjena logika, potem pa v bistvu smo mi tisti, ki jim rečemo, gledajte, 5 dni časa imaš, če ne bo pač tukaj šlo naprej kolesje, nadzor, inšpekcija, tožba, delovno-socialno sodišče, pa se pa odloči, kaj je za tebe boljše. In ko začneš to uporabljati proti njim, torej tudi stroškovnika, ne, kaj se ti bolj splača? Potem oni, ok, veš, dajmo se usesti. No, ampak jaz si v bistvu dostakrat želim, da bi inšpekcija za delo torej imela takšen neposreden komunikacijski kontakt z delodajalci, ker veste, včasih je to dovolj en klic, včasih je dovolj v bistvu en kontakt, da se zadeva reši, da se razblini ta velika moč takšnih delodajalcev. O vaši poti do sem, torej delavska svetovalnica, zdaj že 10 let, predtem so bili sindikati, iz sindikatov ste šli, za Semoličevega naslednika ste nekaj časa veljali, da boste postali predsednik Zveze svobodnih sindikatov. Zakaj ste izbrali točno ta način boja za delavce? Jasno je, da želite biti na terenu, to ste tudi večkrat povedali, da se vam zdi, da, mislim, da ste rekli, tako za sindikate, kot za stranko Levica, za katero ste leta 2018 kandidirali neuspešno, potem pa tudi izstopili in bili
ste izjemen kritik, v bistvu tudi Golobove vlade, vseh vlad do zdaj praktično, in tudi stranko Levica ste močno kritizirali recimo v minulem mandatu. Torej, tako za Levico kot za sindikate ste v nekem intervjuju rekli, mislim, da za Večer, da ni pravo vprašanje, kam so šli delavci, ampak kam ste šli vi. Ne? Torej, čeprav razumem, ste vi ta način boja izbrali zato, da ste se vrnili k koreninam, da delate lahko z delavcem neposredno. Ja, tako to. Ja. Kar v bistvu pri vsakem delu z delavci, organiziranem delu moralo biti. Se nič novega ne delamo. Se to ni nekaj, kar smo si mi izmislili. To ni nekaj, kar zdaj mi lahko rečemo, zdaj pa imamo nek patent, s katerim lahko rečemo, da smo nekaj novega naredili. Ravno obratno. Mi delamo tisto, kar se je delalo že 100 let nazaj. In to je tisto, kar v bistvu me zelo frustrira, da imamo neke diskurzivne boje, neke javne boje, neke javne debate, kje so delavci. Pa se niso zginili, mislim, kar naenkrat, bi rekel tako, niso kar nekaj postali nevidni. Vse to, kar se danes dogaja, kar se mi pogovarjamo, v bistvu je povzročilo to, da imajo delavci občutek, da so nevidni. Še vedno so pa tu. In tisto, kar je nekako, po narekovaj zanimivo, da mi nimamo težav za članstvom, da dobimo članstvo, da prihaja k nam ljudje članjevati. Nimamo nobene težavosti. Mi ne rabimo pisati strategije članjevanja, kako pridobiti nove člane. Kvečemu bi rekel, da dostikrat se zgodi to, da na dnevni bazi preprosto ne moremo poservisirati, ne moremo prevzeti vseh primerov, ki prihajajo k nam. Tako da so potrebe ogromne, nažalost, zaradi tega, ker se kršitev ogromno. Zdaj pa vprašanje, kje so pa te organizacije, ki v bistvu imajo v svojem poslanstvu torej skrb za ranljive skupine, če tako rečemo, čeprav ta pojem ranljive skupine je zelo, ko bi rekel, dvoumen, noben hoče biti ranljiva skupina definiran. In tukaj, iskreno povedano, je bilo tudi razočaranje. Je bilo tudi razočaranje tudi glede sindikalnega dela, in tudi glede Levice, veste, ironija je, tudi smo se prej pogovarjali, jaz se spomnim, ko je nekaj časa Levica kritizirala sindikate, da nimajo stika z bazo. Tukaj bi rekel, da dostikrat pridemo v neko skupno točko, ki si jo noben hoče priznati, ne sindikati, ne Levica, da imajo oboji težave z v bistvu efektivnim, učinkovitim dostopom, ne samo dostopom, delom na terenu. Ker to zahteva v bistvu seveda strukturo, organizacijo, čas. A vas kdaj to vaše delo, ko vidite res te najhujše primere dobesedno suženjstva, sesuje tudi vas osebno? Ja, sem nisem robot. Včasih je tako, da ne bom rekel, da obupujem, to ne, ampak se moram včasih malo, ko bi rekel, ustaviti in setirati. Ko se v bistvu človek vpraša, pa kako je to možno. Ker ko se zgrne na enega delavca izkoriščanja strani delodajalca, pa naučena nemoč institucij, pa ko pade v to kolesje, pa ko vidiš, da je teh delavcev X, pa ko prihajajo k nam, pa ko konkretno ti pove svojo zgodbo, ki je lahko zelo, zelo huda, ljudje smo. Ljudje smo in v bistvu, tudi to ostane v tebi. To ne pomeni v bistvu ves čas, da samo to premlevaš, ampak definitivno, smo ljudje in se tudi med sabo, v bistvu kot ekipa, pogovarjamo o teh zadevah. Nam je zelo pomembno, v bistvu, da med sabo komuniciramo kot ekipa delavske svetovalnice, nas je 5 zaposlenih in tukaj, kar se tega tiče, nam je zelo pomembno, da tudi odprto komuniciramo. Mi imamo v bistvu eno pisarno, nimamo med sabo nobenih predelov, torej ni nekih ločenih pisarn in je komunikacija zelo direktna. In to komunikacijo vidimo tudi v dokumentarcu Ono što treba činiti, kar je treba storiti, ki je letos odprl festival dokumentarnega filma. Hrvaški režiser Srđan Kovačević je snemal delo delavske svetovalnice, mislim, da 2 leti in pol. Vidimo vaše delo, vidimo to pisarno, vidimo ta printer, ki skozi šiba, vidimo te dialoge po telefonu med vami. Torej, predvsem delo Laure Orev, Gorana Zrniča in vas. Šlo je za hrvaško, srbsko, slovensko koprodukcijo ta film, ne? In kot je rekel režiser tega filma za Radio Slovenija, zdi se mi, da na svetu obstaja veliko kolektivov in njihovih borb, ki bi jih lahko v filmskem mediju
morali prikazati. Kar zmoremo kot skupnost, je v javni sferi nekako potisnjeno na stran. Pri mojem delu me zelo zanimajo kolektivi, tako da se je delavska svetovalnica odlično vklopila v moje področje zanimanja. Katere kolektive, Goran Lukić, pa vi cenite, recimo poleg tega, kar počnejo vaši sodelavci? Kolektive, v kakšnem smislu? Ki počnejo neko to delo družbeno. So še organizacije, ki ne delajo nujno istega kot vi, ampak ki se vam zdi, da prispevajo k skupnosti tako na terenu, tako kot recimo vi. Tako bom rekel, mi dosti sodelujemo z tudi seveda drugimi nevladnimi organizacijami, recimo dosti sodelujemo s Kralje ulice. Tako da, kar se tega tiče, jaz osebno zelo cenim njihovo delo, ker prekleto dobro vem v bistvu iz njihovih dnevnih komunikacij, ki jih imamo, kaj vse delajo, recimo sam en primer, recimo v Kralje ulice. Dosti imamo komunikacije, sem pa rekel tudi iskreno, v bistvu z svetovalkami, torej z v bistvu osebami, ki direktno delajo na teh institucijah. Torej, to pomeni osebe, ki delajo na Zavodu za pokojninsko zavarovanje, osebe, ki delajo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. In tisto, kar v bistvu govorimo, ko ste postavili vprašanje kolektivi, moramo razlikovati. To ni nek en kolektiv. In imamo izjemno dobre izkušnje komuniciranja ravno s temi svetovalkami, ki v bistvu delajo neposredno z ljudmi, ki delajo neposredno recimo z invalidi, z osebami, ki imajo poškodbe pri delu in vidijo same, ki je težava, ampak evo, potem se lahko včasih celo delimo skupno frustracijo, kako je možno, da potem vse te težave, vsi ti problemi se ne prevedejo v višja nadstropja. Tako da jaz bi si v bistvu želel, da znotraj teh kolektivov, torej znotraj tudi teh institucij, prije do učinkovitega prehoda informacij na način, da se prevzamejo te informacije z njihovega terena in da se potem to prevede v zakonodajo. Tako pa mislim, da je kakor nek glitch, da v teh višjih nadstropjih preprosto rečejo, tak je sistem. In potem se v bistvu od spodaj na terenu, če tako rečemo, naprej dogajajo te komunikacije prek svetovalk z vsemi temi uporabniki, s katerimi mi tudi sami pridemo. In potem vidimo, da smo na isti strani, mislim, ker mora biti tukaj ista stran, ampak imamo isto komunikacijo in se isto čudimo včasih, kako je to možno. In ja, ti kolektivi, jaz izjemno spoštujem kar dosti teh svetovalk in svetovalcev, ki se res trudijo, pa se pa zaletijo v bistvu nekako v neke zidove, ki ne bi smeli biti. Kako spremeniti delovno zakonodajo ali kako pospešiti postopek izredne odpovedi so vprašanja, s katerimi se spopadajo ves čas, torej pri vas na delavski svetovalnici. A ena rešitev je ključna, pravi Laura Orel, narediti vse, da kršenje pravic delavcev ne bi bilo več obravnavano kot tretjerazredni kriminal. To so ob tem dokumentarcu na MMC-ju zapisali. Zakaj je in kako je mogoče, da je obravnavano to izkoriščanje kot tretjerazredni kriminal v Sloveniji? Ja, ne vem, mogoče tudi nekaj na temu, da tudi na fakultetah se obravnava delovna zakonodaja, tako kot neka minorna zadeva, ker to je malce že agresivna beseda glede tega, ampak ne kot nekaj, kar bi dosti v bistvu potem bodočih pravnikov zbralo kot svoj prvi predmet oziroma svoje poslanstvo. Občutek imam, da dostikrat potem se tudi te v bistvu mladi pravniki oziroma pravnice jim nekako dajo vedeti, da ali pa celo dobijo potem tak občutek, da grejo potem v te korporativne pravne vode, torej potem gospodarske korporativne vode zasebnih pravnih firm in spet tam ni potem prioriteta delovna zakonodaja in potem imaš na koncu, ko se to poveže, res občutek, da če že imaš pri v bistvu pravnem delu zastopanja nek manko nekega spoštovanja tega področja. Če imaš na nivoju institucij nek manko spoštovanja tega področja. Sam osebno sem doživel v bistvu en primer enega kriminalista, ki pač mu je to bilo zelo očitno odveč kršenje temeljnih pravic področja, ki bi očitno raje imel neko bolj kako bi rekel, statutarno, statusno, neko boljše področje, kot nek pregon gospodarskega kriminala. Tam pa so milijoni, pa to je velika zgodba, ne pa tisto malo izkoriščanje delavcev. Pustimo to, da jih je to krat 1000, krat 10.000. Ampak to je potem nekako vse skupaj povezano. In tukaj mislim, da je zelo huda težava pri celi situaciji dojemanja. Torej, ko potem vidiš
kje je ta podporna struktura. Kje je ta podporna struktura za te delavce. In nažalost, tudi potem, ko vidiš to podporno strukturo za delodajalce, ko pa oni potem imajo, recimo, ne vem, ko kakšen delavec, ko prije do nas, veste, kakšna je njegova reakcija, ko potem dobi dopis od odvetnika, od delodajalca. Ja, prestraši se. Ko dobiš od delodajalca, od odvetnika ali od zasebnega detektiva vročeno odpoved, prestraši se. To je vse dokaz moči, a ne? To je vse dokaz tega, kakšne resurse ima delodajalci in kakšne resurse ima delavec. Delavci, ki prihajajo v Slovenijo iz tujine, ali Slovenija med njimi in v tujini sploh še velja kot neka zaželena destinacija, nekaj smo o tem že rekla, ali se v bistvu med delavci že širi tudi to neko znanje, koga se je treba tukaj, na kaj je treba paziti, da se je treba Slovenija mogoče celo izogibati. Vse širi, definitivno danes v dobi socialnih medijev se to še bolj širi, ampak ravno ta socialni mediji so potem eksponentno privatizirani v smislu komunikacije strani teh posrednikov, ki so zelo učinkoviti glede promoviranja teh delodajalcev, za katere potem dobijo najverjetneje kakšne zneske, da potem lahko dobijo delavce za njih. Ampak ne vem, jaz bi rekel, da kar se tiče zaželjenosti Slovenije kot destinacije, jaz se spomnim zgodbe Vegrada, 2009-2010. Spomnim se zgodbe, ko mi je povedal en delavec takrat, a veste, kaj je bilo v Bosni? Če bi sam prišel z kombijem od Vegrada, ne bi dobro prišel čez v Bosni. Pa to bilo predno so socialni mediji tako eksplodirali. Tako da informacije krožijo, definitivno. Napoteni delavci, ki so bili izkoriščeni, ko je bila v bistvu ta afera 2013-2014, ko je bilo izjemno veliko teh kršitev obelodanjenih strani nemških organov. Bil je diplomatski spor, v bistvu. Bile so depeše, so šibale iz Nemčije. Kaj vraga se dogaja z slovenskimi firmami, ki v bistvu verižno pošiljajo delavce v Nemčijo. Kar se tiče pa individualnih odločitev, bi rekel pa, da je vse več odločitev delavk in delavcev, da preprosto potegnejo črto nad Slovenijo zaradi takšnih delodajalcev, zaradi stroškov življenja in zaradi tega, ker je 1 uro od tukaj 2-krat višja plača. Kaj smo že pri tem, ko razlagajo delodajalci, pa obremenitve plač, pa bomo pocrkali, če bo višja minimalna plača, mislim, zakaj potem grejo delavci iz Slovenije v Nemčijo, zakaj delodajalci v Nemčiji v bistvu tako obupno tudi rabijo vse te delavce. Mislim, ni logike tukaj z vidika delodajalce, ki jamrejo o dvigu minimalne plače, če imaš 1 uro tukaj tako višjo, recimo, plačo. Tako da jaz bi rekel, da se tukaj mora kar malo zamisliti ta oseba, ki govori o nekem razvojnem preboju, Če ne druga, najprije malo do nas pa bomo pokazali v bistvu, kaj to pomeni razvojni preboj z vidika teh delavcev, ki so v imenu tega izgubili hrbtenico. Si želite, da bi prišli recimo politiki kdaj k vam v delavsko svetovalnico, v to pisarno, o kateri sva govorila, v kateri se dogaja ta dokumentarni film, da bi slišali te delavce, ki tam sedijo ali pa ki jih imate na telefonu? V bistvu samo pod pogojem, da se direktno pogovarjajo z delavci. Jaz nočem, da je to neke vrste živalski vrt, da potem pridejo v kontrolirano okolje, da imajo na razpolago 1 uro, da se poslikajo, da potem rečejo, jaz sem sem bil v stiku s terenom, pa potem kakšen Facebook objava, kakšnega PR-ovca in evo ga, super smo bili tam na terenu z delavsko svetovalnico in evo ga, smo upravili svoje delavskih pravic. Ne. Želel bi si v bistvu, da se ti odločevalci dobijo s temi delavci. Pa vsem, meni vsem, da se dobijo na delavski svetovalnici ali v državnem zboru, ampak da se dobijo z njimi. Ne da se vzamejo 1 uro, da se vzamejo cel dan in da v bistvu se z njimi pogovarjajo. To pomeni v bistvu, da imajo potem tudi posluh, da slišijo in da v bistvu grejo s to informacijo, kaj se slišijo, tudi naprej. Ne samo, da rečejo, ok, opravljeno. Napoteni delavci, torej delavci, ki grejo recimo naprej, ki grejo drugam. Kaj so tukaj trenutno največje težave, kaj opažate? Vi v bistvu imate kar nekaj informacij za njih, tudi recimo na spletni strani, ne?
Ja, v bistvu situacija je še vedno ista praktično, zaradi tega, ker imamo nažalost tudi zdaj prihajajo elektronska sporočila o izkoriščanju napotenih delavcev, recimo v Nemčiji, spet so to ure, spet so to nesplačane nadure, spet je to kao dogovor o neki urni postavki, čeprav bi mogla biti seveda kolektivna pogodba po nemški kolektivni pogodbi upoštevana, spet je tukaj telefon ugasnjen s strani delodajalca, ko začnejo delavci spraševati. Ja, nažalost je dosti takih primerov, ko v bistvu tudi potem lahko mi komuniciramo tudi z nemškimi sindikati, da potem lahko oni to prevzamejo. Kaj je za vas dober delodajalec? Dober delodajalec je tisti, ki je delodajalec, za katerega ne rabimo slišati v smislu izkoriščanja. Ne rabimo slišati, da bi sploh kateri delavec do nas prišel. In v 10 letih sem do zdaj, kar se tega tiče, slišal, mislim, da od 2-3 delavcev. Jaz imam pa dobrega delodajalca. Da ste dobesedno rekli. Naš delodajalec pa res vsaka čas vse poskrbi. Mislim, da so bili 2-3. In ja, rekel, da velja avtomatsko tist delodajalec, za katerega mi nimamo dosjeja, da je avtomatsko dober, ki je. Mi nismo vse prisotni, nas je zadnje 5, imamo še eno študentko, ki pravi svoje delo pri nas. In v bistvu jaz bi rekel, da dober delodajalec ni samo delodajalec, ki zgolj spoštuje zakonodajo. To je delodajalec. Dober delodajalec je tisti, ki aktivno vlaga v delovno okolje, zato da je to delovno okolje v bistvu spodbudno za delavca, da je finančno spodbudno, da mu omogoča, da ta delavec lahko normalno živi, ne pa da v bistvu na koncu meseca je v minusu, in da v bistvu da spoštuje torej znanje delavca, zdravje delavca in da v bistvu povzroči na podlagi tega, da ta delavec tam si želi ostati. Torej ne, da si želi oditi, ampak da si želi ostati zaradi takšnih pogojev. In jaz mislim, da bi morali to delodajalci imeti kot poslovni model. Ne pa v bistvu bilanco, stroškovno učinkovitost in na račun tega, da imamo mi čim več outsourcati, namesto plače, dajmo račune stavljati in to ni naša več briga, bomo že nekaj izgurali. A ni čudno, da se leta 2026, ko je enormno tehnološki napredek, ko govorimo o umetni inteligenci, ki bo pomagala delati in delala ne vem koliko del, v bistvu srečujemo z istimi problemi, srečujete se z istimi problemi že 10 let, in to so problemi, ki so bili seveda ostajali že pred tem. Razmišljate kdaj o tem, v bistvu tej neki bizarnosti situacije, da po eni strani je svet povsem drugačen, v resnici pa ti problemi, kar se delavcev tiče, praktično identični. Jaz se spomnim enega ekonomista, ne vem, bil Keynes, en drug, ki je razlagal o tem, da bo čez 50-60 let delovnik 15-urni. No, pa je prišla realnost danes, smo 2026 in se mi pogovarjava o situaciji o 300-urnih delovnikih na mesec. Nekaj ne gre skupaj. Jaz mislim, da se je tukaj polje komunikacij, torej v smislu nekako tega ekonomiziranja komunikacije, dostopnosti preko omrežij, preko telefonov, preko mobilnih telefonov, socialnih omrežij, tako upletla v poslovne modele, da se je v bistvu to uporabljalo kot model za način, da se potem še bolj izkorišča delavca. Torej dostopnost delavca, dostopnost osebe ni postala element nekega družbenega dela in v bistvu nekega dela na področju skupnosti, ampak je postala element, da se še bolj pritisne delavca v delovno okolje. In mislim, da tukaj bo na neki točki res potrebno narediti črto, zaradi tega, ker če se mi zdaj pogovarjamo o generacijah iztrošenih delavcev, kaj bo še ostalo? Mislim, kaj bomo potem imeli, samo še robotizirano delovno silo in par inženirjev, ki bodo usmerjali tekoči trak, ali kaj. Jaz mislim, da pač si namen ne želi imeti takšne prihodnosti, v kateri bo 10, 15, 20 generacij parkiranih v nevidni revščini, ostalo bo pa samo še v bistvu algoritem. Spomnila sem se, da govorite tudi o tem, da se makrogospodarski kazalci, BDP in podobno, da vi recimo, ne glede na to, kaj se s tem dogaja, z gospodarstvom nasplošno, da to nima zveze s tem, kar vi vidite v vaši svetovalnici, da se to na delavcih, na pravicah delavcih ne odraža čisto nič, v kakšni situaciji je gospodarstvo.
Ja, res je. Mislim, se spomnim ene anekdote, ko smo imeli, ko je bila, ko mi je rekel en delavec, v trgovini je bil, pa je slišal pogovor enega delavca, ko so se pogovarjali o krizi, ko je bila gospodarska kriza, bila 2007, pa potem 2013 in potem, mislim, da je bilo takrat 2013 in je ta delavec se pogovarjal, v bistvu, ko mu je nekdo rekel, ja, se zdaj pa je res kriza gospodarska, pa tako mu je rekel, da je pa kakšna kriza, jaz sem ves čas v krizi. Mislim, in to je to. Mislim, na nivoju dnevnega življenja delavca, na nivoju tega, da mora plačati račune, na nivoju tega, da ima vrh glave tega, da delodajalec kliče popoldne po 4, 5, 6 uri, da je vedno nekaj treba nujnega, da ga pošilja delati montažo, ne vem kam, je za tega delavca poslušati o temu BDP-ju, o umore kazalcih, brezpredmetno. On v bistvu hoče živeti normalno življenje s svojo družino. In zdaj si predstavljate, da so ves čas v takšni latentni krizi ti delavci. Da ves čas v bistvu iz meseca v mesec imajo neko krizni mentaliteto, ampak da živijo v krču preživetja. In to je tista kriza, ki jo živijo iz meseca v mesec. In ta krč preživetja je to tudi, kar jemlje to življenje proč, da ostane v bistvu le še lupina. Ja, in to je tisto, kar vidimo, nažalost, vidimo pri tudi delavcih, ko pravzaprav postanejo družine zaradi tega, ker so v bistvu starši prisiljeni nekako ves čas živeti v kalkulatorju v glavi. Postanejo kot neke vrste ekonomske enote. Torej, samo to, koliko je input, kako preživeti. Je tako, samo še to. In hkrati pa v bistvu zgubljaš neko željo, neke tvoje osebne želje in daš popolnoma na stran. Čisto taka ena anekdota, ko moram povedati, voznik bagerja, do nas prišel, invalid, težave z rokami, mislim, da je imel, oziroma, hrbtenica. No in v izpolnjevanju dokumentacije je bilo vprašanje za Zavod za pokojninsko zavarovanje, ali si želite poklicne rehabilitacije. In pač mi se pogovarjamo in s tem rečem, ti mi zdaj povej, če ne bi bil voznik bagerja, kaj bi ti delal? In tako utihne. In tako, sem videl, da nekaj bilo, ko hoče povedati. In tako ga vprašam, pa dej, se ni nobenega, če ti je narodno, pač poveš čistko. Če bi res želel delati, kar želiš delati, dej povej, kaj bi. Rad bi risal. Pač človek je nerodno mu bilo, da je povedal njegovo intimno željo, ki jo je že delal. On je rekel, da je že risal, da mu je to ful fajn. Ampak je dal to vse na stran, zaradi tega, da pač kot voznik bagerja ima neko redno plačo, da lahko pač preživi družino. Ampak nerodno bilo, da to povedal. To je bilo meni žalostno. Pol na koncu smo se pa zmenili. Dali smo noter v dokumentacijo, da naj se v bistvu mu omogoči šolanje za likovno šolo. In je bil vesel. In je bil človek vesel, da je končno, po moje, po 10-15 letih... Da kdo vprašal, kaj si želi. Ne samo to, da si je upal povedati in da celo, ne samo upal povedati, da je napisal to. Želim si iti v likovno šolo. In v bistvu, ne vem, ta izbris teh želj, izbris sebe v imenu tega, da ti daš delodajalcu ure za to, da si on zgradi neko bajto, ni to perverzno. Na koncu, kaj bi sporočili delavcem, kaj državi in kaj delodajalcem? Delavcem bi sporočil, da kar se tiče, ne samo delovne zakonodaje, ampak kar se tiče pogojev dela, ni stvar v tem, kako držiš. Stvar je v tem, da je osnovna zadeva tvojega življenja dostojanstvo. Tako da, kar se tega tiče, ko vidiš, da te izkorišča kdo, je dostojanstveno, da to prekineš. In tu ni nobene sramote, nobene nerodnosti, nobenega samozaničevanja. Greš naprej, ugotoviš, kaj lahko narediš in to je to. In to je neka vrsta tisto opolnomočenje, ko v bistvu vidiš pri delavcu, da se lahko zgodi. Samo moraš dati priložnost. Kaj tiče države, bi rekel, da ne samo naj odpre oči, ker ima odprte oči, ampak naj si v bistvu to gledišče malo rekalibrira. Torej, da naj ne gleda samo z vidika spoštovanja proste gospodarske pobude in upoštevanja, kaj se lahko naredi glede razbremenitve gospodarstva, ampak naj začne gledati tudi z vidika, v bistvu, kaj lahko naredi za tudi razbremenitev zdravja
delavcev. Mimo grede, tukaj bili ste kritični seveda tudi do leve vlade, ne? Ja. Oziroma levo-sredinske vlade. Kako gledate na to, da zdaj najverjetnejša možna bo desna koalicija? Jaz sploh ne berem teh zadev po pravici povedano, pa ne zaradi tega, ker hoče biti ignorantski, ampak zaradi tega, ker ko vidim to konstanto, ko vidiš kot svetovalec konstantno teh dnevnih primerov, ki prihajajo k nam, mi se ne pogovarjamo, koga boš volil z člani. To je seveda njihova zadeva. Ampak hočem povedati to, da SDS, potem leve vlade, desne vlade, dostikrat v bistvu sem imel občutek, pa čakaj malo, pa a res ne morete spremeniti ene zadeve, ki je tako enostavna in logična, neodvisno od struktur političnih. V bistvu meni je to pomembno, da tisto, kar pri nas vidimo, da kanaliziramo na odločevalce. Ok, SDS, vemo, kakšna je njihova v bistvu ideološka struktura, kar se tiče v bistvu zelo močne desne usmerjenosti, pa sem tukaj zelo vljudna, ne? Ampak z vidika delavca bi si pa res želel, da kdorkoli že bo zdaj na oblasti, da naj za vraga pač poskrbi tudi za pa kaj da rekel, delavsko telo. To ne v smislu volilno telo, ampak v smislu delavsko telo. Če ne, bo prišlo do tega, kar se že zdaj dogaja, še bolj eksponentno, da bojo generacije ljudi iztrošeni. Tako da, ja, ta politična debata, mislim, jaz imam svoje mnenje o tem, da ko pržgeš, pač ne pržgeš, ne sem še iz te generacije, ki je pržigala TV-je, ko pogledaš v bistvu situacijo, mislim, meni je malo absurdno vse skupaj po pravici povedano, so to prepucavanje, pa kdo bo koga, pa kaj bo, pa dajte, mislim. Mi imamo vsak dan primere težkega izkoriščanja. Zelo rad bi pač, da res dajte nekaj poslušati, kaj se tiče vseh teh primerov, pa boste videli, da v bistvu imate više majhne težave. Kaj tiče pa v bistvu delodajalcev, je pa tako, da organizirani predstavniki delodajalcev so tisti, ki bi zagotovo morali svoj vpliv uporabiti na to, da se počisti. Takšne delodajalce, ki tudi njim delajo v bistvu zelo grdo uslugo, ker tudi na njih v bistvu potem leti vse to, v bistvu, kar se tiče problematike delovnega izkoriščanja. Tako da oni imajo vpliv, oni imajo možnost, da v bistvu tudi v svojih organizacijah uporabijo ta vpliv, da se to počisti iz svojih vrst, pa tudi širše vse te delodajalce, ki izkoriščajo. In v bistvu to je nekaj, kar bi morala biti neka osnovna etična norma. Kajti, če imaš ti, kot delodajalec, rečemo dober delodajalec, vse pošlihtano, dokumentacijo, odnosi so ok, pa si na trgu, pa konkuriraš, pa iščeš nova tržišča, pa iščeš nove produkte, pa se trudiš. Na drugi strani imaš pa delodajalce, ki izkoriščajo, imajo popolnoma vseeno, v bistvu zdaj, kaj bo naredil s svojimi delavci, totalno dampinške cene postavlja in v bistvu, kaj boš naredil? A se boš temu delodajalcu prilagodil? A boš tudi ti rekel, pa se tam ne prišla inšpekcija, on naprej izkorišča, v bistvu ima večje profite, pač pustimo na račun delavca, ampak še vedno pač ima večje profite, bom tudi jaz tako delal. Ali boš rekel, čakaj malo, takšne konkurence pa ne rabim in nočem. In boš rekel, ok, tukaj treba nekaj narediti. In pričakujem, da se to naredi. Ne pa, da se dobri delodajalci prilagajajo povprečju slabih delodajalcev. To pa ne. Najlepša hvala za vse, kar ste povedali, za vse, kar delate. Hvala za vaš obisk v N1 podcastu. Hvala za vabilo. In hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, poslušalci in poslušalke. To je bil še N1 podcast. Hvala, da ste vsak teden z mano. Naslednjih 2 tednih pa kratka pauza.